Že je tukaj Valentin. Včeraj sem si ogledal en TEDx video, govor nekega Slovenca, najbrž učitelja, ki je govoril o svoji življenjski zgodbi. In sicer je začel z izkušnjo, ko je bil poučen o tem, kako nastanejo letni časi, naprej iz strani svojega očeta. Oče mu je razložil, da letni časi na Zemlji nastanejo zaradi nagiba zemeljske osi in ker pod različnim kotom padajo sončni žarki na Zemljo. Potem je pa ta otrok, on kot sin, šel v šolo in tam je pa učitelj razložil, da so letni časi posledica potovanja Zemlje okoli Sonca po elipsi, torej da enkrat je Zemlja bliže Soncu, enkrat pa se bolj oddalji. In takrat, ko je blizu Sonca, je poletje, ko je bolj oddaljena Zemlja od Sonca, je pa zima. In ta razlaga je bila seveda v nasprotju z očetovo razlago, zato je potem očetu povedal, oziroma se je najprej učitelju uprl, je povedal, da oče pa drugače razložil, in potem je šel tudi oče v šolo in se pogovoril z učiteljem. In seveda učitelj je kot izgovor, da je dal drugačno razlago, rekel, da je mislil, da je presodil, da pač učenci ne bodo zmogli razumeti resnice. Oče mu je na to rekel, da pač če to misli, da otroci niso pripravljeni slišati na resnico, da naj potem bo učitelj raje tiho, kot pa da stvari spreminja in govori laži. No, ta otrok je potem imel še eno življenjsko preizkušnjo, in sicer v kasnejših letih osnovne šole je imel nalogo, da pred publiko odrecitira neke pesmi. Ampak ko je stopil na oder, je imel tako veliko tremo, da ni mogel izgovoriti ničesar. Potem mu je oče predlagal, je rekel, takole tremo boš lahko premagal, če si boš enostavno predstavljal, da te ne poslušajo ljudje, ampak da te poslušajo zelnate glave. Torej, da naj si predstavlja, da imajo ljudje na ramenih zelnate glave. In res, otrok se je poslužil, je uporabil ta nasvet, in ko je šel naslednjič na oder, si je predstavljal, da ga poslušajo samo ene velike zelnate glave. In na ta način je premagal svoj strah. Kar se pa oče očitno ni zavedel, pa je to, da je s tem predlogom svojega otroka naučil ravno tisto, kar je očital svojemu učitelju. Zakaj torej predstava, da imajo tvoji gledalci na ramenah zelnate glave, ni najboljša rešitev za premagovanje treme pred javnim nastopanjem? Vsako čustvo, tako tudi strah, se pojavi v nas zaradi določenih misli, ki jih dopuščamo v umu, in če tem mislim verjamemo, če jim sledimo, če jih naredimo z našo pozornostjo resnične, potem se v umu povzroči
konflikt, čustvena reakcija, ki jo mi zaznamo kot čustva oziroma občutki. In ta energija nas potem obsede, zaslepi, nam paralizira naše fizično telo in zato ne moremo narediti tistega, kar smo si zamislili. Če nas opazujejo drugi ljudje in imamo recimo neke misli, da nas te ljudje obsojajo, kritizirajo, da nas čudno gledajo, da nas zasmehujejo, potem je koristno, da ozavestimo te misli in se vprašamo, ali so te misli resnične, ali bom te misli dopustil. Če pa namesto teh misli ustvarimo neko novo misel, ki pa je prav tako neresnična, recimo, da si predstavljamo, da pač nas ne obsojajo, ker niso to ljudje, ampak so zelenate glave, s tem pa smo mi v svojem umu ustvarili neko iluzijo. Lahko, da smo začasno odpravili neke škodljive misli, ampak ta misel je prav tako v konfliktu z resnično realnostjo. Kajti, če si predstavljamo, da govorimo zelentim glavam, potem nismo sposobni empatije in razumevanja ljudi, katerim predavamo, katerim govorimo, ampak se samo osamimo, se ločimo od realnosti in govorimo, kot da smo mi edina oseba na tem svetu in da naše besede nimajo na nikogar nobenega vpliva, da nimajo nobenih posledic. Kar sem ugotovil jaz skozi razne treninge javnega nastopanja in predavanja, je to, da je bolje, da enostavno zaustavljamo kakršnekoli misli v svojem umu, da smo brez misli in da se enostavno osredotočimo na svoje dihanje. To je popolnoma preprosta, učinkovita in realna rešitev za premagovanje treme pred javnim nastopanjem. S tem ne ustvarjamo nobene nove iluzije, nobene nove laži, ampak se samo uskladimo z realnostjo. Kajte misli so tiste, ki so lažne, ki nam motijo pozornost od realnosti v tem trenutku. Torej, vsem, ki imate tremo pred javnim nastopanjem, vam predlagam, da uporabljate to metodo, da se boste naučili, kako se učinkovito osvoboditi v teh misli, kajti včasih oziroma običajno je težko, da se enostavno tako učinkovito skoncentriramo na svoje dihanje, da misli prekinemo. Če so miselni vzorci preveč močni, če so misli preveč vztrajne, potem je ključno, da jih ozavestimo, da jih pogledamo z pomočjo pisanja. Na ta način z pisanjem jih te misli zmaterializiramo in si lahko vzamemo neskončno dolgo časa, da ugotovimo, od kod so prišle, kakšen je njihov namen in se jih potem učinkovito odpustimo. Za pomoč glede tega, da se to naučite, pa je na voljo odličen, brezplačen spletni tečaj, ki se imenuje Deep Light, in povezavo do njega najdete v opisu tega videoposnetka. Hvala za pozornost in nasvidenje!